Trmasta, garaška, borbena, željna zmage. Perfekcionistka, ki premaguje samo sebe. Tina Maze. In njena Črna. Črna na Koroškem. Na dan našega prihoda hiša Mazejevih sameva. Oče, mama, sestra, vsi navijajo zanjo v Šladmingu. Ulice malo pred tekmo, ko bo Tina branila naslov veleslalomske svetovne prvakinje, vsem se mudi. Že hitim, moram sad hitro na poštu, pa nazaj, pa bo slavlje. Zdaj grem domov gledat. Osnovna šola Črna na Koroškem, Tinina šola. Ko vstopimo v avlo, kot bi se vrnili v svojo mladost. Zaradi Bojana Križaja Mateje Svet se je nekdaj čas ustavil, pouk prekinil. Danes vse to zaradi Tine. Transparenti, vzkliki. Tina se je pravkar spustila po strmini v Šladmingu. Navijamo v šoli, doma in smo res ponosni, da smo Črnjani. Spremljala sem tudi v Mariboru na Zlati lisici. Kot njen sosed sem zelo ponosen. Na tem hribu za domačo hišo je začela. Pri 3 letih. 7 let starejšim bratrancem Klemnom Pušnikom sta smučala ure in ure. To smo bili vsak dan po šoli, tako iz probud pa do teme, tako sem že prej rekel, dokler nismo bili v bistvu že čist trdi, ni bilo nekih usnjenih rokavic, z tega smo bili bolj štrikane rokavice in take zadeve. Željna zmage, vse od otroštva. Njena prva zmaga pri 5-6 letih. Dobesedno osupnila je takrat fante, pripoveduje njen bratranec. So se tudi pol že vsi čudili tam, kako je to možno, a ure niso bile prave ali karkoli. Tole deklice v puloverju je Tina, v 1. razredu. V samih presežnikih o njej govori njena takratna učiteljica Marinka Krivonog. Zelo prikupna, zelo prisrčna, zelo pridna učenka, odličnjakinja. In tu v Črni, na tem smučišču, prvi resni zavoji. Otrok, ki si ga je imel preprosto rad, pravi njen prvi trener Blaž Jelen. Od 9. do 15. leta je bdel nad njo. Prav srkava je znanje iz trenerja. Punca je premagala, bi rekel, jih pojedla in je pol so ostali samo fante in je v bistvu z njimi še tekmovala. Recimo že v otroških kategorijah je vedno imela na isti progi, ko so tekmovali s fanti, tudi po 2 sekundi boljše čase kot fantje. Vedno me je upoštevala in dobro sva se razumela, pravi Jelen, a ostaja skromen. Zdaj, ko je slavna, ko je zelo slavna, ko je rekel številka 1 na svetu, ima verjetno veliko tudi takih pristašov, pa kontaktirajo z njo, ko kontaktirajo zaradi tega, ko je pač zdaj Tina, kar je. Jaz bomo že kako kavico spomladi spili, pa v glavnem jo pustim čist primerov. Kot ne danes je tudi že pred leti uspeh ni stopil v glavo, pravi njena sošolka v osnovni šoli Ana Kamnik. Ona je že takrat bila znana, ona je bila edina takrat, ko smo že lahko gledali po televiziji in to je bilo za nas res nekaj pomembnega. Ampak ko je Tina vstopila v razred med nas, med sošolce, je ona bila samo Tina, otrok kot vsi ostali. Tina v 8. razredu. Miljena Majcenovič, Tinina razredničarka v zadnjih 3 letih osnovne šole, še danes hrani kartico, ki jo je Tina poslala 8. A razredu iz Kanade. Se z sošolci zelo dobro razumela. Tina se nič ni povzdigovala, že takrat ne. Ves čas, ki je manjkala, je zelo pridno nadoknadila. Sposodila si je zvezke, nikoli se je opravičevala. Takole je Tina zapela te dni v Šladmingu. Takole pa pred leti še kot najstnica, stara 18 let, zaigrala našim kolegom. Končala je nižjo glasbeno šolo za klavir. Tipka mi ne dela. Na izpitih, ko je bilo za klavir, ona je prešla brez treme, odšpila pa šla. Tako je bilo tudi na smučariji. Vemo, kdo je bil večni rival Bojana Križaja. Ingemar Stenmark. Tinina velika tekmica pa Janica Kostelić. Najbolje so ji mučili porazi Janice Kostelića, ker je Janica bila kar vedno skoraj bila pred njo. Janica bila 1 leto starejša in z njo sta bile te boje kar dolgo, in pol se je to stopnjevalo do svetovnega pokala. Močno navezana je Tina na svojo družino, tudi na babico Elizabeto, ki živi v bližini Črne. Ni vajena novinarjev in res smo morali biti vztrajni, da je privolila v svoj prvi intervju o vnukinji. Že na hodniku nam je padal v oči tale plakat Tine z njenim pripisom. To je bilo namenjeno meni pa teti Marinki. Zvestima navijačicama, spodaj pa rada vaju imam. Zelo pozorna vnukinja, pove Tinina babica. To darilce, ki imam gor,
mi je ona prinesla. In kaj pa jaz vem, jaz si pač druga ne morem, ko pa je časi spečem kaj. Potico. Potico pa tudi druga peciva ima rada. To pa je fotografija z obema vnukinjama. Na obe je ponosna, pravi, na Tino in 10 let mlajšo Majo, študentko menedžmenta na Nizozemskem. In pogovori, ko se običajno srečata s Tino po koncu sezone. Takrat ona ne govori rada v smučariji. Takrat hoče ona druge pogovore, take domače pa. Smučarije pa mara tam tak da dojst. Velika vzornica je mladim in rada se spomni svoje osnovne šole. Prišla je kot policistka, pa lani z Masijem pokazati medalje. Prinesla sta tudi bon za 500 evrov. Takrat nas seznanila z akcijo, ki so jo imeli dogovorjeno v ekipi, da kadar se gospod Masi oglasi na telefon med obedi, da mora kazensko plačati 1 evro. In na koncu sezone se je nabrala kar precej denarja in ta denar sta podarila potem šoli. In kako v Črni motivirajo male smučarke, ki se trudijo postati nove Tine, nam v smehu zaupa trener Jelen. Če se už teh šlampra stopilava, noš nikolika Tino postava ali pa neko tako primerjavo, da jaš recimo sploh jaz, ko sem v Tino, rečem, da ni bila tak brezub, kot si ti ali kaj taga, a ne da in pol se to potrudijo res maksimalno. Črno na Koroškem je Tina postavila na svetovni zemljevid. Avstrijski, švicarski, švedski novinarji so bili tukaj in celo arabska televizija Al Jazeera. A bolj, ko si ogledujejo pogoje, v katerih je začela Tina, bolj se čudijo. Tudi od Daily Newsa smo imeli iz New Yorka človeka tule. Me vprašal v lokalu, kje je ski resort. In sem ga jaz pripeljal na naš ski resort. In je bilo to that's all. That's all, to je to. Kaj. To imamo in na tem gradimo že desetletja. In živijo za smučarijo. Otroke tukaj postavljajo na smučke že pri 3 letih. Dobesedno eksplodirala je Tina v letošnji sezoni. Neverjetni uspehi, ki spravljajo množice v ekstazo. Kapo dol, Tina Maze, kapo dol. Stopnička v svetovnem pokalu, mali kristalni globus v veleslalomu je v tej sezoni njen, pa 3 medalje na svetovnem prvenstvu v Schladmingu. Energijo, voljo, to je imela vse skosno, to je ni manjkavo. In to je naredil v bistvu močno, vse skozi je gradila to svojo osebnost, ko je zdaj pa v bistvu izpilila do perfekcije. Je taka borbena, trnasta, borbena, strajna. Drugače tudi ne bi šlo reči. Ja. To ima po komu? Ja, ne vem, če nima nekaj mojega, tudi zravno. Pač jaz tudi, kar si zamislim, moram speljati, no. Tako pa to napravi. Uspehi, ki se jim čudijo tudi tekmice. Do poškodbe v Schladmingu njena največja tekmica Lindsey Vonn, lanska dobitnica velikega kristalnega globusa. Na vprašanje, kje se skriva ključ do Tininega tako neverjetnega uspeha, je odgovorila takole. Andrea Masi, del odgovora njene zgodbe o uspehu. Ključni človek v njenem zasebnem življenju, v njeni karieri. Ne vem, kaj se bi zgodilo s Tino, če ne bi on prešel v njeno življenje, pa na njeno športno pot. Ker je fenomenalen kondicijski trener, to se lahko vidi, kako je Tina pripravljena in tudi psihično zna vplivati na njo, kot je treba. Jaz mislim, da težko bi kdo drug dosegel, da bi Tina v to, kar je danes. Simply the best. Čist preprosto, evo.